Lep pozdrav vsem skupaj. Zopet bomo slišali eno zgodbo iz Svetega pisma in začnimo to poslušanje najprej z znamenjem križa in z molitvijo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Moj Bog, žal mi je, da sem grešil in žalil Tebe, ki si moj najboljši oče. Trdno sklenem, da se bom poboljšal. Pomagaj mi s svojo milostjo. Amen. In zdaj prosimo še nebeškega Očeta, da nam on odpre srce in podari Svetega Duha, da bomo to Božjo besedo, ki jo bomo slišali, tudi razumeli. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. No, danes bomo slišali najprej zgodbo o tem, kako je Peter hodil po morju. Jezus je nasitil množico in poslal svoje učence s čolnom na drugo stran jezera. Okrog njega je ostala gruča ljudi, ki se je še vedno veselila in mu vzklikala. Kar dan so ga hoteli oklicati za kralja. Kako krasno bi bilo imeti kralja, ki bi vedno skrbel za brezplačno hrano. Jezus je prijazno, vendar odločno zavrnil in jih poslal domov. Nato se je povzpel na hrib nad mestom, da bi noč preživel sam s svojim očetom. Medtem so se učenci na jezeru brezupno borili z močnim vetrom. Naj so še tako veslali, se niso nikamor premaknili. Jezus je z vrha hriba videl njihov čolnič. Lahko si je predstavljal, kako so učenci izčrpani. Odločil se je, da bo stopil k njim. Ko so učenci v mesečini zagledali skrivnostno postavo, ki se je bližala po vodi, so se prestrašili. Prikazanje so zavpili njihovi napeti živci, takih presenečenj niso več prenesli. Začul se je znan glas: "Ne bojte se, jaz sem, prihajam vam na pomoč." Učenci niso mogli verjeti. "Če si res ti," je odvrnil Peter, "mi ukaži, da pridem k tebi." "Prav, Peter, pridi," ga je povabil Jezus. Peter je stopil iz čolna in se po vodi približal Jezusu. Nenadoma je začutil močan sunek vetra. Pogledal je navzdol v vrtinčaste valove, v tistem hipu se je prestrašil in že se je začel potapljati. "Pomagaj mi, reši me, Gospod," je zavpil. Jezus je hitro iztegnil roko, prijel Petra in ga izvlekel iz razpenjenih valov. "Zakaj si podvomil vame, Peter?" ga je vprašal. Nato sta se oba povzpela v čoln. Veter je ponehal, učenci so bili začudeni. Niso razumeli, da je njihov učenik lahko naredi tudi nemogoče. Tako, slišali smo to zgodbo oziroma ta dogodek, kako so učenci po čudežu, ki ga je Jezus naredil, ko je nahranil veliko množico ljudi, potem odšli v čoln in se peljali preko jezera v Kafarnaum. To je recimo 10 kilometrov stran od tega kraja. No in po noči Jezusa ni bilo zraven v čolnu in po noči je nastal vihar. Jaz se spomnim, ko smo bili leta 2000 na tem kraju, kjer je Jezus učil, in smo šli potem na goro Blagrov in smo čakali in so takrat vremenske napovedi so bile, da bo strašen vihar. Ampak drug dan je papež prišel, Janez Pavel II. Na goro Blagrov in je zdaj, ali je bil res tak vihar napovedan po vremenoslovcih, ali so to samo Judje hoteli malo prestrašiti ljudi, da ne bi šli gor na to goro.
No in mi smo čakali do polnoči, so rekli, v polnoči bo odhod. Ne, ob 1, ne, ob 2. Ne. No in potem smo res ob 5 zjutraj smo šli potem na avtobus in se peljali na goro Blagrov iz Kafarnauma. No in potem je bil sicer veter, je bil dež, ampak ni bila tazga viharja. So pa rekli, ja, tukaj naenkrat se lahko zgodi tak hud vihar in takrat se je to zgodilo, ko je bil Jezus na gori, apostoli pa na jezeru. No in potem smo slišali, kako Jezus pride, jim hoče pomagati, jih hoče rešiti in se potem torej po vodi približa čolnu, kjer so bili. In Peter, ko so se prestrašili, prepozna in ni bil še siguren, zato vpraša, če si Jezus ti, reči, ne grem k tebi. No in Jezus pravi, pridi. No in tako, torej Peter gre in smo slišali, kaj se je zgodilo. Hodil je po vodi je šel do Jezusa in ko je prišel do Jezusa, se je pa zgodilo nekaj. Ja, Takrat veter je začel bolj pihati tudi. ne, veter ni nič bolj pihal ali pa nič manj, ampak Peter se je začudil, kako to, da on stoji na vodi. Kako je to mogoče? Se prej Človek. ni niti zavedal. Prej je samo Jezusa gledal, Jezusa poslušal in šel, potem pa začne gledati nase. Kje pa sem, ne? Kje pa sem. In potem se je začel potapljati in klicati, reši me, pomagaj mi. Ja. No in tako Jezus ga seveda reši in stopta v čoln in se umiri. Tudi vihar, nevihta je konec. Ne? Ko si v čolnu, si nekako na varnem. Čoln je podoba cerkve. Ne? To morje je podoba vsakdanjega življenja. Pridejo trenutki stiske, težav, trpljenja, razočaranj in tako naprej. Takrat se potapljaš. No in zdaj, kaj je hotel Jezus naučiti Petra in tudi apostole? Ko so apostoli videli, kaj se je zgodilo, so rekli, Prikazanje. najprej so rekli, da kaj če je prikazan, niso mogli si predstavljati, da bi Jezus šel tako po vodi, ampak potem, ko je pa stopil v čoln, so pa rekli, ti si Mesija, ti si Božji sin. Ti, ki ti je tudi narava poslušna in pokorna. No zato, torej Jezus želi Petra in tudi učence naučiti nekaj. Kaj? Vere. Da je potrebno zaupati njemu. Vera, zaupanje. Ne? To, zakaj, torej Jezus je rekel, zakaj si dvomil? Ja? Zakaj si dvomil? In dvom pomeni, nimaš vere. In če imaš pa trdno vero, potem pa kaj? Poslušaš, ne? Poslušaš. In greš. Ne? In zaupaš. In tako je torej, Peter zaupal in šel, dokler je gledal Jezusa. Zato tudi mi, ne? Vera raste, je močna, ko gledamo Jezusa. Ja, kje ga lahko gledamo, kje ga lahko Križu, v vidimo. cerkvi. Tako, na križu, V Euharistiji. v Euharistiji, pod podobo kruha, Ja. znamenjih, V ljudeh, v vsakem človeku. v vsakem človeku lahko vidimo Jezusa. Ja. No in torej vera je zelo dragocena že za to zemeljsko življenje, ker vera premaga strah, premaga tudi nekatere naravne stvari. Ne? Če imaš vero, lahko tudi ozdraviš, ne? Lahko ti Bog pomaga, ti Bog daje. Ne? Vera je torej zelo pomembna stvar v našem življenju. In če bi hoteli vedeti, kaj je vera, vidimo, kdo ima vero. Svetniki, ne? So tisti, ki imajo močno vero. In v tej veri delajo razna znamenja, oziroma izprosijo znamenja. Bog dela po njihovi molitvi znamenja, temu rečemo čudeži. Ne? In take čudeži se dogajajo in so se dogajali in se bodo dogajali tudi v našem življenju lahko. Ne? Zdaj imamo recimo tak primer blaženega Karla Kutisa.
mladega fanta, ki je bil rojen leta 91, umrl pa leta 2006. Bil star koliko? 15, dobrih 14 let, še malo manj kot 15 let. In je torej že razglašen za blaženega. Lani je bil oratorij, ki je bil posvečen Karlu Akutisu, ne? Se nekateri se malo spomnite. In, ja, Ste pesmico bili o njemu, ali? ste se pogovarjali o njem, ga spoznavali. Torej, ta otrok je bil res zelo zanimiv otrok, ki je želel videti Jezusa, spoznati Jezusa, že od majhnega se je zanimal, kako torej se srečati z Jezusom in posebej pri sveti maši. Je bil zelo pozoren, kaj se dogaja pri maši in potem ga je zanimalo, kako je Jezus navzoč pod podobo kruha in je raziskoval čudeže, ki so se na tem področju zgodili, od zgodovine naprej, torej od zadnje večerje, predvsem pa od srednjega veka naprej, in je bil zelo nadarjen računalničar, je sestavil celo, se pravi, internetno stran, tudi razvijal programe in naredil razstavo o evharističnih čudežih. In potem je to šlo po svetu in tudi izdano v knjigi, tako da je zelo zanimivo. No, ta Karlo, ne samo to, da je pač zelo iskal Jezusa in bil povezan z njim, on je bil tudi povezan s svojimi prijatelji in je pred smrtjo napovedal, da bo umrl. Kdaj bo umrl? Je rekel, bom umrl, ko bom tehtal 70 kg. On je bil pa visok 183 cm in je imel levkemijo, bolezen, za katero dolgo niso vedeli. So mislili, da je gripa, tako kot mnogi drugi, ali kakšna druga stvar. In potem, ko je pa že bila tako daleč, mu pa niso mogli več pomagati. In je potem resnično umrl, ko je bil, torej, ko je tehtal samo 70 kg še in je napovedal torej, tudi, da bo potem razglašen za blaženega, za svetnika. Res? Je sam napovedal, ja, in to se je že, torej za blaženega se je že zgodilo in čudeži, ki so se dogajali. Recimo, takrat, ko je umrl, so zelo žalovali njegovi prijatelji, sošolci in tako naprej, in se je dvema istočasno prikazal po noči, sošolkama, ki so žalovali, pa rekel, kaj žalujete, bodite vesele, jaz sem pri Jezusu, jaz sem zdaj torej na cilju in še veliko drugih stvari, torej je napovedal in pomagal tudi drugim. Potem je en brazilski deček, ki je ozdravil na priprošnjo Karla Akutisa in to je bil tudi tisti čudež, ki ga je cerkev priznala, da je bil razglašen za blaženega. Ampak zanimivo je tudi to, da je njegovo truplo ostalo nestrohnjeno. Ko so ga pokopali, so mislili pač tako kot vsakega, da bo njegovo truplo, je pa želel, da umre, oziroma da je pokopan v trenirki in v supergah. To je bila njegova stalna obleka in obutev in je tako bil pokopan. Potem je imel rad svetega Frančiška in je želel, da bi bil pokopan v Asiziju. In potem, ko so krsto odprli, grob odprli, so videli, da je nestrohnjeno telo in so ga potem prenesli v Asizij. In je zdaj v Asiziju njegovo truplo. Potem on je bil edinc takrat in je napovedal, mama, ti boš dobila še 2 otroka. In je bila mama takrat stara že 40 let. In res 4 leta po njegovi smrti je dobila dvojčke, fantka in punčko. Ja, in tako ni mama ostala sama. Tako je mama, ki prej ni bila verna, ta družina je bila sicer bogata, razkošna, takrat, ko se je on rodil, so živeli v Londonu, potem so se preselili v Milano, ampak je mama rekla, jaz nisem vedela, ta otrok mi je pomagal priti do vere.
da otroci pomagajo staršem do vere, tako tudi vi lahko pomagate staršem in drugim prijateljem in drugim ljudem do vere. Tako, zaključimo s pesmijo, katero pesem bomo zdaj zapeli. Živo verjam Jezusu te, trdno upam, ljubim te. Živo verjam Jezus te, trdno upam, ljubim te. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Grehov vseke sam srčno, naj mi odpuščanje bo. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Glej po tebi hrepeni in prejeti te želi. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Jezus, blagoslov nam daj, nas po smrti vzemi v raj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Srce moje naj bo tvoje, ti pa Jezus moj. Zdaj še mati ljubati, plašč nad nami razprostri, ki nas brani, nas ohrani, Jezusu zvesti. Ti nas brani, nas ohrani, Jezusu zvesti. Prosimo še angele varuhe, da nas spremljajo, varujejo in branijo. Sveti angel varuh moj, bodi vedno ti z menoj, stoj mi noč in dan na strani, vsega hudega me brani. Prav prisrčno prosim te, varuj me in vodi me. Amen. Gospod z vami In s tvojim duhom. naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Amen. Amen.